pretekli oddaji smo govorili o obeskih, pa govorili smo tudi o laserjih. Ja, bi mogoče zdaj nekaj povedala kaj več? To je rdeči pa zeleni laser. Ne? Tako se pravi. Zero Point je razvil dvoje laserja, rdečega in zelenega. Rdeči laser je predvsem namenjen za zunanje težave, ne? Čeprav se tudi uporablja interno tudi za uravnovešenje notranjih organov, ampak predvsem se uporablja za uravnovešenje mišičnega sistema, živčnega sistema, kar smo tudi v zadnji oddaji videli, da smo poravnali hrbtenico, v parih potezah. Ta preko svetlobe pošlje v telo informacijo in telo, tako kot sem rekel, ker je energija, on odreagira. Se pravi, telo samo odreagira na informacijo, ki je dovedena in se potem začne telo samo poravnavati. Pri težavah, se pravi pri bolečinah, lahko je to zobobol ali pa ušesa, če nas boli glava, če nas boli, če imamo zadelan nos, če smo si zvili, bilo kaj, pa če smo zelo hitri, naprimer pri kakšnem zvinu, da smo zelo hitri, z laserom enostavno posvetimo na tisto mesto, in v bistvu v parih minutah se že čuti reakcija. Bolečina popušča, zadeva se spravlja nazaj, se pravi tisto energijsko polje, ki je bilo prej poškodovano v bistvu ali pa spremenjeno, lahko rekel, se spremeni nazaj v tisto stanje s pomočjo informacije, ki smo jih dodali z laserjem. Koliko frekvenc pa ima rdeči laser? Imajo vsi izdelki enako število frekvenc? Ne, vsi izdelki nimajo enako število. Laser ima 60 frekvenc, to pravi, v bistvu ima 6 frekvenc manj kot obesek, ampak tudi namembnost je drugačna. Se pravi, laser lahko nosite zraven v obleki, v denarnici, v torbici, ker je tudi uporabnost tega drugačna. Se pravi, vi s tem ne samo, da lahko sebe pozdravite, drugega pozdravite, verjetno smo mi tudi edini, ki, naprimer, ko me čakamo, da nekomu nekaj manjka ali pa ga kaj boli, da mu lahko pomagamo. Drugače se pa te zadeve tudi idealno uporabljajo pri obdelavi hrane, naprimer. Vnesti boljše frekvence noter. Vemo, da hrana, pijača in vse ostalo je danes zelo kemijsko obdelano in tako dalje in naše telo valjda deluje stresno na te zadeve in s pomočjo laserja lahko mi to zadevo izboljšamo. Se pravi, dovedemo, posvetimo v pijačo, v kavo, v vodo energijsko jača, teda naprimer požirek vode, takšne vode vas spremeni, v trenutku vaše celice se v trenutku spremenijo in ste avtomatsko tako močni, kot da imate naprimer obesek na sebi, ampak vemo, da če nismo zaščiteni, se potem spet naše telo, ker je 80% iz vode, potem spet spremeni informacija v telesu. Potem posvetimo skozi vrečke, skozi konzerve, bilo kaj, ker vemo, če je vse energija, potem ta frekvenca gre skozi vse. V bistvu svetimo minuto ali pa pol minute, odvisno kaj je, na določen izdelek, se vpišejo noter nove frekvence, boljše frekvence in je telo bolj pripravljeno sprejeti nekaj takšnega, kar ima pozitiven naboj, ko pa naprimer nekaj, kar negativno vpliva na njega. Spremenijo pa lahko frekvence v bistvu bilučeno. Moraš to povedati, tudi okus se spremeni, predvsem zelenjavi in sadju, svežemu. Tega laser, ker pač nekateri ljudje imajo predsodke proti laserjem, zdaj ne vem, da bi bilo kakorkoli škodljivo? V bistvu je tako, škodljivosti ni nobene. Se pravi, ni toplotnega sevanja ven, ni nevarnosti dobene ven, zato ker frekvenca oziroma stopnja skleroseva je minimalna. Tudi ni, kako bi rekel, priporočljivo ni svetiti v oko, čeprav tudi, če si posvetite, ne bo nič, ker ni take škodljivosti. Ne bi zažgalo. Tako, ne bi zažgalo, ne bi ničesar naredilo, to je preverjeno. Potem pa, kar še lahko povem, je, da lahko spraznite celotno baterijo na določenem delu telesa ali pa bilo kje, pa vam ne bo nič, ker od dobre stvari vam ne more biti preveč v telesu.
Ne? Problem je, če bi dostavljali negativno ali pa neko slabo stvar, takrat se vam lahko, kako bi rekel, višek začne škodovati, naprimer. Tu pa v bistvu dostavljamo vedno nekje pozitivno energijo noter, pozitivne frekvence noter, ki pozitivno vplivajo in potem vaše telo, v bistvu, če je polno, nima se kaj predozirati. Potem pa imamo še zeleni laser, omenil, ja. Zakaj imamo drugi laser? Ta ima zeleno svetlobo. V bistvu zeleni laser je pa namenjen predvsem za notranje organe. Predvsem za notranje organe, kot sem imel, ta rdeči je v bistvu za zunaj, po peklinah, pa poravnavi kože in vsega ostalega. Zelen je pa predvsem namenjen za poravnavo meridianov, za naprimer pri obdelavi akupunkturnih točk, če točno vemo, kje so kakšne akupunkturne točke, lahko z njim svetimo gor na tiste dele, prebija potem tiste energijske blokade v telesu. Imamo tudi, se pravi, na naših tehničnih podatkih za vse te izdelke so tudi gori postopki, kako uporabiti zeleni laser pa rdeči laser, kjer imate naprimer napisano, da če si svetite na zapestje, na kjere dele v telesu deluje, če svetite na popek, kaj vse pokriva, se pravi, kjere meridiane, imunske sisteme in vse ostalo ojača, kaj je, če si svetite v zatilje, na tretje oko, se pravi, vse je napisano tudi v samih tehničnih podatkih, na kaj se vpliva, na kjere notranje organe poravna in tako dalje. Tako da, tudi se ne morate predozirati z tem laserjem, svetite po par minut, odvisno pač, koliko imate potrebe, želje, potem izdelek je pač treba uporabljati. Se pravi, nekdo, ki se hoče pač pozdraviti oziroma pomagati svojemu telesu, da ga pozdravi, pač mora zadevo voditi oziroma si redno svetiti na določen konec in tako dalje, da poravnate zadeve. Ima pa drugače 98 frekvenc, se pravi, ima 39 frekvenc več, kot jih ima rdeči laser, ker ima tudi več notranjih organov vpisanih, oziroma frekvenc za notranje organe vpisanih. Potem pa imamo tukaj še, vidim, še ena eterična olja. Ja, v bistvu imamo eterična olja, ki so, tako kot sem namenil, olja, katera so iz 100% naravnih sestavin, se pravi iz aloe vere, citrusov, potem so noter razne smole, se pravi vse, kar je, v bistvu je 100% naravno, biološko pridelano, z njim se mažemo z zelo malimi kapljicami, se pravi doziranje teh eteričnih olj je minimalno. Minimalno so zelo gosta olja in v bistvu telo odreagira na njih takoj. Vse tudi v zadnjič smo ko smo test delali, smo videli, da tudi preko stekleničke, deluje na človeško telo. Se pravi, človeško telo je v bistvu neke vrste čitalec vseh informacij, ki prihajajo do njega, in to je v bistvu čisti dokaz, da grejo frekvence v telo. Morda bi še omenil diske, frekvenčne diske. Frekvenčni diski so v bistvu tudi nekje 15 let že, nekje tako kot so ti obeski, ampak tudi s pomočjo novejše tehnologije in tako dalje so tudi se ti diski izboljšali. Prej so bili namenjeni v bistvu samo zapisu v hrano, v pijačo in tako dalje. Dan danes se pa v bistvu uporabljajo tudi za druge stvari, kot so naprimer se isto kot obesek na tistem delu ustavi. Na tistem delu ustavi in enostavno se zalepi, ne odpade iz telesa. Tako dolgo, dokler se spet zadeva ne poravna. Ko zdaj zadevo telo, kako bi rekel, se izenači, se pravi frekvenca organa in frekvenca diska, kjer se izenačita, potem ta obesek tudi
oziroma obesek, frekvenčni disk odstopi od telesa. Hitreje se tudi celijo rane na ta način, se pravi, če imamo kakšne zlome ali pa imamo kakšne poškodbe, naprimer, pa imamo zraven ta disk, da ga lahko pritrdimo oziroma da se lahko prilepi ali pa si ga eni celo naredijo takšne vrečke posebne, kjer si ga lahko potem okoli privežejo, da drži na tistem delu, ker včasih vemo, da na vsak del telesa ne more prijeti en takšen disk. Ne. Kar še bi lahko pomenil oziroma omenil je to, da ti diski so tudi primerni za vpisovanje v hrano, v pijačo, na njih postavimo lahko celoten nakup, ker imamo tudi ene velike, 20 cm, damo celoten nakup gor in potem vpišejo frekvence, isto tako kot laser, ko sem prej omenil, vse v te produkte noter in ti produkti v bistvu postanejo bolj razpoznavni za naše telo, frekvence, ki so noter, so bolj pozitivne za naše telo. Kje pa se da vas najti? Vse podatke oziroma vse tehnične podatke in te zadeve se da najti na internetni strani dstamfer.zeropointglobal.com. Tam imate tudi vse podatke o tehničnih znanjih, o tem, kako zadeve nastajajo, kako se vpisujejo, vsi tih tehnični listi o tem, kjer tudi piše, se pravi, za kaj vse lahko uporabljate. Hvala, gospod Danilo. Dragi gledalci, kolikor imate za našega gosta še kakšno vprašanje, pa ga prosim pošljite na naš e-mail info@bktv.si. Do naslednje oddaje lepo pozdravljeni.